Lastnika sta toplotno črpalko, notranjo enoto z bojlerjem in dodaten zalogovnik postavila v klet neposredno pod stanovanjem. Izbrala sta črpalko slovenske izdelave, ki zunanji zrak črpa prek dovodnih cevi, upravljata pa jo zelo preprosto prek upravljalnika v stanovanju ali aplikacije na pametnem telefonu. Črpalka skrbi za toplo sanitarno vodo, ogreva stanovanje in ga v poletnih mesecih tudi ohlaja. To pomeni, da v tem stanovanju poleti ne potrebujejo klime, ker toplotna črpalka dovolj poskrbi za ohlajevanje? Tako je, ta raznolikost toplotne črpalke kaže v tem, da lahko v poletnem času obrnemo režim delovanja, torej hladno vodo, ki jo proizvaja v poletnem času, lahko uporabimo za hlajenje prostorov, vendar zato moramo podpraviti konvektorje. Konvektorji so naprave, ki imajo večjo površino prenosa toplote v primerjavi z radiatorjem. Konvektorji prisilno zavrtijo zrak čez prenosnik toplote s polno večjo površino, tako da omogočajo hlajenje zraka in ogrevanje zraka z manjšo temperaturno razliko, kot je v primeru radiatorjev. Zaradi večjega udobja bivanja sta lastnika konvektorje dopolnila še s stalnim gretjem, vendar pri prenovah starih objektov ta izvedba ni vedno mogoča. To je res. V tem primeru je stavba iz leta 56 in je sam estrih, oziroma takratnem času bil narejen na način, da so bile gredice, med gredicami prodec, naproti so deske, na deskah parket. Ker je ta višina skupaj znašala 12 cm, sta se investitorja lahko odločila za alternativo in sta se odločila, da namesto klasičnega estriha vgradita v estrih še talno ogrevanje oziroma hlajenje.